Spoštovana podžupanja občine Brežice Mojca Florjanič, spoštovani kolegici iz Kozjanskega parka, direktorica Valerija Slevenšek in naša prijateljica, se obe sta prijateljici, ampak Nataša Farlinc-Kraševec, dragi mentori, drage mentorice, dragi vsi izbrani. Danes je dan muzeja, našega Posavskega muzeja, ki je bil ustanovljen na današnji dan, takrat je bila nedelja, 26. junija 1949. Naši muzeološki predniki so zbrane vabili oziroma so povabili ob 11. dopoldne. Danes mogoče se nam je zdelo, da ob 11. dopoldne bi bil še malo slabši čas, kot je ob 6. za koga, oziroma smo nekako v tem poletnem času vseeno bolj navajeni na ta večerni čas, pa seveda tudi v teh 74 letih se je mogoče kakšna stvar tudi malo spremenila. Ampak nepomembno, se pravi od 11. naprej, pred 74 leti je bil odprt naš Posavski muzej Brežice, že od takrat s tem imenom, že od takrat za željo, da povezuje celotno Posavje in da skozi to celotno Posavje tudi usmerja svoj pogled od najstarejših časov pa do sodobnosti. Letos je za nas še nekaj posebnega oziroma smo izjemno ponosni upravljavci vodovodnega stolpa, skupaj s tem centrom za obiskovalce, paviljonom, katerega vrata bomo tudi odprli, ni še čisto kavarna odprta, malo imamo še težav, tako da ne nam zameriti, se pa što zgodi, ampak naš cilj je, da dolgo dobro upravljamo stolp s paviljonom in še naprej grad, tako da če kakšen dan več pri začetku nam ne zamerite. Ampak smo pa danes imeli že zelo lepo tudi v naši kavarni s paviljonom, ker so nas obiskali naši dragi kolegi iz Slovenskega šolskega muzeja in muzeja športa. Tako da, kaj lepšega, ko dobiš tudi tak pomemben obisk, oziroma ko tudi naši kolegi nas pozdravijo in nam želijo vse najboljše. Torej, naš vodovodni stolp, to krasno območje, ki je leta 1914 pomenilo res nekaj izjemnega. Kot veste, ne vemo natančno, kdaj so odprli vrata, kdaj natančno je vodovodni stolp poskrbel, da so lahko Brežičani tisti, ki so seveda imeli tudi napeljan vodovod, odprli samo pipe in je prišla krasna voda. Nimamo tega datuma, veste, da je 1914, v tem času, čez 2 dni recimo, boste lahko brali o atentatu v Sarajevu, potem 28. julija se bomo tudi spomnili na obletnico za pričetka Prve svetovne vojne. Tako da v tistem času jim je bilo veliko težje, je bilo takšno druženje seveda nekako podprto tudi s tem, da je bila vojna pred vrati. In zato v nobenih virih zaenkrat še nismo našli natančnega datuma. Za nas, seveda muzealci, je to vedno pomembno. Mi smo datum, letnica, kaj se je zgodilo, kdo vse je bil, to je za nas zelo pomembno in to potem radi tudi pripovedujemo. Zato bomo pa lažje pripovedovali o 26. juniju leta 2023 in o tem, kako smo veseli in hvaležni vsem otrokom, vsem učencem, vsem dijakom, vsem mentorjem in mentoricam, vsem šolam, ki ste se odzvali na natečaj, ki smo ga razpisali, ker smo postali članica svetovne oziroma globalne mreže vodnih muzejev. V aprilu nekje se je to zgodilo in vemo, da smo zelo kratek rok vam dali, ker smo vas prosili res hitro za vaša dela, saj smo morali izbor 5 oddati že konec maja v to mrežo, ki ima svoj sedež v Benetkah. V Benetkah ni slučajno, ker Benetke, poleg tega, da so res izjemna dediščina, so tudi tiste, ki jih zelo skrbijo s podnebne spremembe, kjer se zelo veliko ukvarjajo tudi z upravljanjem obiskovalcev muzejev, ki jo vodi Roberto Ulisse, izvršni direktor, združuje 56 muzejev po celem svetu. Eden največjih je v Kitajskem, eden najmanjših je majhna afriška vasica. Mi smo prvi muzej v Sloveniji, ki je član te mreže. Naš najbližje nam je pa Karlovac, če poznate Akvatiko, en tak krasen primer povezovanja narave in kulture,
se pravi sladkovodne dediščine, sladkovodnega življenja rib in življenja v rekah, ker veste, da Karlovec ima 5 rek in da je tam to še bolj pomembno. Torej, s tem natečajem so želeli in želijo že nekaj let mlade spodbuditi k inovativnemu razmišljanju o iskanju odgovornih in trajnostnih oblik uporabe vode in jih ozavestiti v pomenu njihovega vključevanja v oblikovanje naše skupne prihodnosti. Mladi lahko ravno z ustvarjalnostjo narekuje nove trajnostne trende rabe naravnih virov in novih načinov spoštovanja narave. In to se vedno pokaže, kako je umetnost, kakšno moč ima umetnost, izrazno pa upamo tudi moč do tistih, ki bodo prišli bližje. Zato smo se odločili, da dela, ki so prišla v izvirni obliki, v različnih formatih ali pa samo v digitalni obliki, da jih pač natisnemo kot neke vrste majhne panoje, ustvarimo mobile pred vhodom v vodovodni stolp in nekako nagovorimo vsakega. Ni treba vam vstopiti v stolp, da vstopite v ta ustvarjalni svet naših mladih ustvarjalcev. Povezala z biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami, vodno dediščino, naravo in kulturo in se pravi snovno in nesnovno. Mi smo potem imeli zelo težko delo, da smo izbrali 5 del, ki smo jih potem v digitalni obliki poslali na mrežo in ta dela so že na voljo. Razstava je že v spletni obliki na voljo, čisto enostavno odtipkate Global Network of Water Museums in boste videli, to mrežo močno podpira tudi UNESCO, tako da gre res za en krasen projekt in smo veseli, da smo zraven. Torej, to je to, bomo se šli kmalu ogledati, jaz bi pa samo še rada se zahvalila vsem avtorjem, vsem šolam in mentorjem. Vemo, da imate že počitnice. Imamo našo drago Mojco Barbič kot mentorico. En aplavz. Potem pa še učenke Anastazija Šurbek-Boglar. Iz osnovne šole tudi Brežice. Torej, upravičili so se pa tudi iz gimnazije Brežice. Prvi C je ustvarjal, boste videli na filmčku, tako zelo zanimivo, družbeno angažirano delo z mentorjem Alojzem Koncem. 14 likovnih del, 10 fotografij, to se pravi 24 sedaj tudi del na zunanji razstavi, en video. V izvirniku je bila to dolga risba na vodi, ampak potem seveda smo to ni bilo možno opredmetiti na ta način, da bilo jo lahko predpostavili na razstavo, spremenili v video, tako da je delo potem gimnazije v našem 6. nadstropju in boste posebej videli. 12 razredov, 57 učencev in potem seveda smo imeli težko nalogo, da smo izbrali 5 del, vsa ta dela so posebej v izvirniku na voljo v 6. nadstropju. Tako da jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala, da ste prišli, vas vabim na ogled. Tako da si lahko gledate. Anja, boš ti malo vprašal. Ja. Anja, tala iz Evrope učiteljice prihaja. Aj že damo te?
kot je pri razstavah večkrat, ampak Boštjan je pa že pripravil svoj del in od danes bomo morali za 15 minut pred koncertom. Zato smo pa tukaj, da boste tudi videli, kam je potem ta naša nova vsebina tudi umeščena, potem bo pa umeščena tudi še v razstave. Ker je pripravil, pa je tudi na recepciji, tako da bo zdaj spremljalo oziroma rekla dober dan tistim, ki bodo prišli v muzej. Boštjan, izvoli. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Ja, tudi torej 4 elementi sooblikujejo tudi posavske priimke in pa tudi kraje med drugim, ampak danes gremo samo k priimkom. Namreč na tem majhnem, naravnem kulturno izredno pestrem območju Posavja se pojavlja v 455 naseljih kar 305 priimkov, povezanih z enim izmed 4 elementov. Pa če gremo kar k prvemu elementu, torej elementu voda, z vode povezanih 48 priimkov v Posavju, ki se pojavljajo v 204 naseljih, kar je približno 45% vseh naselij v Posavju. Ti priimki seveda so lahko povezani zelo različno z vodo, med drugim z vodnimi rastlinami, vodnim rastlinami, vodnimi živalmi, z različnimi rečnimi oblikami, rečnimi premostitvami, prevoznimi sredstvi na drugi način. Najpomembnejši, oziroma najpomembnejši priimek povezan z vodo je dlakar. Pojavlja se v 51 naseljih v Posavju in pa hkrati tudi 8. najpomembnejši priimek v Sloveniji. Poleg svojega imena ga uporablja ta priimek kar preko 4000 oseb. Mogoče še najpomembnejši priimki, ki so povezani z elementom voda, to so poleg seveda imenovanega mlakarja, tudi račič, blatnik, žakar in lapuh. Naselja, kjer se pojavlja največ tovrstnih priimkov, so seveda največje tri naselje v Posavju, to so Brežice, Krško in Sevnica. Prav tako so istoimenske občine, tudi tiste, kjer se pojavlja največ tovrstnih priimkov. V nadaljevanju so potem odmeri priimki. V Posavju se pojavlja 83 priimkov, ki so povezani na različne načine seveda z ognjem. Pojavljajo se v 220 naseljih, kar je približno 48% vseh naselij v Posavju. Z ognjem so lahko povezani na različne načine, že samo besedo ogenj, potem seveda z gorenjem, kurjenjem, z ognjenimi poklici, z ognjenimi torej materiali za kurjenje in pa seveda na različne druge načine. Najpogostejši priimek, ki je povezan z ognjem v Posavju, je priimek Kovačič, ki mu na štajerski strani seveda rečemo Kovačič, na krajinski strani pa Kovačič, naprimer. Odvisno, da se imamo prišlo primer. Imamo našo sodelovko, Mihajlo Kovačič, ne? Kovačiča. Skratka, se priimek Kovačič oziroma Kovačič se pojavlja v 58 naseljih v Posavju, hkrati je pa tudi kar tretji najpogostejši priimek v Sloveniji, namreč uporablja preko 65 oseb. Poleg Kovačiča so pogosti najpogostejši priimki še Pirc, Gorevc, Pečnik oziroma Pečnik in pa Žar. Kraja, naselji, Brežice, Krško so tudi tista, kjer se pojavlja največ različnih njenih priimkov. Seveda, kot sem že omenil, pogosto se zgodi, da se na krajinski in pa na štajerski strani kakšen priimek vsem drugače izgovori, poleg Kovačiča oziroma Kovačiča je tudi Pečnik oziroma Pečnik. Seveda s ognjem so povezani poleg priimkov tudi imena, in sicer ime Ignac, izvajanje latinskega je ogenj Ignis. Poleg tega imena pa seveda se povezan z elementom ogenj, so štiri druge imena, kot so recimo Svetlana, potem tudi recimo Lucija, Lučka, Lucijan in pa tudi naprimer nadimki, naprimer obstaja nadimek Požar, na začetku Pepelske godbe, tam je sredine 19. stoletja Ivan Johan Požar, oziroma nadimkom Požar. Potem, če gremo naprej k zemeljskim priimkom, v Posavju se pojavljajo 304 naseljih, kar 136 priimkov povezanih z zemljo, seveda na različne načine, in sicer z zemljo, z zemeljskimi oblikami, z zemeljskimi pojavi, z različnimi reliefnimi oblikami, z rastlinami, zelišči, ogromno z različnimi drevesnimi vrstami in seveda številnicami in na številne druge načine, so ti priimki povezani z zemljo. Najpogostejši priimek v Posavju povezan z zemljo je rožman, ki sicer v Posavju je zelo razširjen, zelo pogost, se pojavlja v 42 naseljih.
Po drugi strani pa v Sloveniji šele na 159. mestu uporablja približno 1000 oseb. Poleg tega priimka so tiste najpogostejši povezani z zemljo še prah, hribar, kuhar in pa jazbec. Naselje Brežice in pa Sevnica so tisti, kjer se pojavlja največ tovrstnih priimkov. Občine Brežice, torej mestna občina Krško in pa občina Sevnica so tisti, kjer se pojavlja. Potem za konec še pa zračni priimki. Teh je najmanj med vsemi 4 elementi, sicer jih 36, pojavljajo še v nekih naseljih Posavju, približno v vsakem tretjem posavskem naselju, vsaj eden. Najpogostejši priimek povezan z elementom zrak je kos, se pojavlja v 28 naseljih, kar je sicer zelo malo v Posavju, po drugi strani po Sloveniji na 10. mestu in sicer ga poleg svojega imena uporablja nekaj manj kot 4000 oseb, 3990 načneje. Poleg seveda priimka kos, pogosti priimki povezani z zrakom naslednji, in sicer Mazelj, Olin, Golob in pa Otok. Zopet Brežice, Krško, Sevnica so tiste naselje, ker je največ tovrstnih priimkov in pa po drugi strani tudi občine, istoimenske, tisti, kjer se te priimke največ pojavljajo. To je tako na kratko vse. Zdaj vas povabim seveda, da preverite, če je vaš priimek tudi povezan z katerim izmed teh 4 elementov, tako da lahko preizkusite to na tej aplikaciji, kjer imate v tem začetnem meniju vsakega izmed teh 4 elementov. Izberete si na primer voda, znotraj njega imamo predstavljene priimke, na levi strani, na desni strani pa razglednice krajev v Posavju, ki so povezani s posameznim elementom. Tako da recimo, če izberete priimek, pa na levi strani lahko desite, potem seznamo in si izberete priimek. Če pa ne, pa lahko tudi preverite. Če pa ni, nam lahko tudi predlagate, tako da pišete na tem začetnem meniju vaš priimek, pa obrazložitev zakaj in bomo mi to dodali v naš seznam priimkov. Tako da, zdaj pa prijazno vabim, da se preizkusite. Hvala lepa, Boštjan.